Strah je v bistvu emocija v gibanju in vkolikor mi te emocije ne ozavestimo, da se dogaja znotraj nas, seveda je potem znotraj telesa nekje zakačena, jaz temu rečem, zataknjena. In ponavadi svetovati, kako če svetovati človeku drugače, kot to, da je treba to energijo, ki se je zataknila znotraj, deaktivirati, jo spraviti ven, verbalizirati na nek način. Zdaj, eden izmed najpogostejših strahov, če bi lahko govorili, jaz pravim, da je to strah pred smrtjo. Ja, ste presenečena, kaj ne? Vsi strahovi namreč izhajajo iz tega strahu. Skratka, gre za ta nek res zelo notranji globlji strah. Potem pa seveda mi glede na situacije, s katerimi se srečujemo v življenju, določamo, kaj so naši strahovi. Nekaterim je najhujši strah javno nastopanje, spet drugim je najhujši strah sploh govoriti z ljudmi, nekaterim je najhujši strah iti med ljudi ali se voziti z avtom, nekateri doživljajo pri vožnji preko viaduktov panične napade. Skratka, v vsakem trenutku za vsakega človeka je samo za njega tisti njegov strah največji in najpomembnejši. Ampak da ga se lahko na nek način sreča z njim ali pa ga obvlada, ga more tudi spoznati njegovo srž, njegovo bistvo, njegov vzrok, od kje je. Zato pa se ponavadi odločijo tisti ljudje, ki so pogumni. In strah v resnici je samo pomanjkanje poguma. In nič ni narobe s strahom. Strah je dober, strah mora biti. In v nekih situacijah ga potrebujemo zaradi tega, da smo lahko boljši. Pomembno pa je, da ne dovolimo, da nas ohromi, da nas na nek način ustavi, da zmrznemo, da ne zmoremo iti čez njega. In to je tisto, morda, kar je pomembno, ko govorimo o strahu. Da znamo živeti z njim in iz njega potegnati njegovo moč, da nam da to moč poguma.